Torej po predvidevanjih oziroma dogovorih in obljubah strani izvajalcev naj bi proti koncu meseca maja deloma sprostili promet po tej obvoznici, se pravi tisti približno kilometer dolg odsek do rondoja pri Novem mostu. Dokončno pa naj bi bil ta objekt dokončan nekje v sredini junija in naj bi se promet v celoti sprostil. Torej takšna so zagotovila izvajalcev. Glede na to, kako potekajo dela, nekoliko so zastala tudi zaradi vremenskih razmer, ampak glede na to, kako potekajo, bi znalo biti, da bo ta obljuba tudi držala. Celotna obvoznica naj bi bila dokončana nekje do novembra oziroma konca leta 2019, tako je tudi predviden terminski plan. Saj zaenkrat, glede na to, da je bil most dokončan celo pred rokom, upam, da bo tudi preostali del obvoznice dokončan tako, kot je obljubljen, kakšnih posebnih zapletov, glede na to, da je novogradnja tiste glavne težave, to je pridobitev zemljišč in pa začetek del je vse bolj ali manj upravljen, zdaj potekajo pravzaprav že dela v zvezi z infrastrukturo oziroma že inštalacijami, se pravi kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovodi in vse ostalo, kar je pač potrebno. Mislim, da rok ni ogrožen. Definitivno seveda bo torej ta obvoznica sama po sebi bo pomenila veliko spremembo v prometnem režimu v naši občini, seveda v mestu Krško. Zaznavamo, da je ogromno tranzitnega prometa na relaciji Celje-Drnovo. Ves ta tranzitni promet naj bi šel po obvoznici, kar bo nenazadnje tudi za same preko prevoznike bilo tisto, kar je bolje za njih, kajti ne bo več ovir, omejitve 50 km/h in podobno. Za Krško bo to seveda velika sprostitev v prometu in istočasno se nam bo omogočilo, da bo s prekategorizacijo ceste postala sedanja cesta CKŽ občinska cesta. Pred nami je pa seveda velik zalogaj, kajti to cesta je bila skozi desetletja temeljito uničena in jo bo treba v celoti obnoviti. Kdo bo investitor tega, je seveda še stvar dogovora in pogovora, ampak računam, da bo takoj zatem, ko bo ta objekt sproščen, da bo seveda tudi začel potekati projekt obnove te ceste. Vendar je bilo rečeno že pri izgradnji avtoceste, da bo država uredila ta odsek. Ja, jaz moram reči, da vsak investitor, ki pride v prostor, obljublja na veliko, da bo seveda to cesto obnovil. Tukaj je tako infra s svojim državnim prostorskim načrtom za umestitev elektrarn, potem pri gradnji avtocest nekoč in pa seveda tudi pri ostalih posegih v prostor je bilo tudi strani Direkcije za ceste obljubljeno, da bo prispevala denar za obnovo te infrastrukture. Jaz upam, da zdaj bo prišel pač čas, ko bomo mogli to tudi zahtevati. In jaz upam, da bomo tukaj tudi uspešni. Namreč to bi bilo kar velik zalogaj. Vsekakor bo to precejšnja prometna motnja, ampak glede na to, da imamo zdaj možnost, da pridemo preko mostu, imamo novo obvoznico, da to ne bo res tako hud poseg, je pa nujen.